Eno od področij, mandatov, nalog, ki jih ima Rdeči križ na podlagi zakona o Rdečem križu, je tudi področje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih nesrečah, drugih ujmah, velikih katastrofah in tako naprej. Zdaj sama zgodovina našega dela je vse skozi kazala na to, na te potrebe, ravno na tem segmentu delovanja. Če se samo pomislimo, da smo mi v zadnjem desetletju na področju Slovenije, če gremo ozko gledali, se soočili vsaj z 5 velikimi naravnimi katastrofami, z celo vrsto drugih nesreč ali pa dogodkov, kjer je bila potrebna združena, povezana energija, kjer je bilo potrebno vključiti vse akterje, ki na tem področju lahko delujejo. Veste, da potem na podlagi tega dela smo ugotovili pomanjkljivosti oziroma šibkosti sistema zaščite in reševanja, kot je urejen. Temeljni kriterij, na podlagi katerega smo mi pravzaprav identificirali idejo o tem projektu skupaj z našimi čakovskimi partnerji, je temeljil ravno na teh izkušnjah, ki jih imata obe organizaciji pri delovanju v posebnih kritičnih razmerah. Želja oziroma končna intenca za prijavo tega projekta pa je bila ravno v teh zadnjih nesrečah naravnih, s katerimi smo se soočali. Ne smemo pozabiti, da pred 2 letoma je bil to velik požar na Krasu, da v lanskem letu so bile te ujme, ki so se začele že marca na našem koncu Slovenije z intenzivnimi padavinami in poplavami in posledično tudi plazovi, ki so se zgodili. Kulminiralo je pa vse skupaj tekom poletja, se je pravzaprav ta žalostna zgodba nadaljevala in kulminirala konec lanskega poletja, ko smo se soočili z enim vidikom teh naravnih nesreč. Tipi naravnih nesreč, s katerimi se v Sloveniji srečujemo, so pa marsikateri. In pravzaprav temeljno vodilo pri delovanju ob tovrstnih nesrečah je, da ni mej občin, ni mej držav, ponavadi so povezani ob koridorjih rek ali pa nekih masivih, gorskih in tako naprej. In tudi tako smo mi naš projekt identificirali, ga tudi razvijali, ugotovili smo manjkosti, zato tudi vzpostavljamo ta center za usposabljanje sil za zaščito in reševanje v Punatu, poligon, z ustrezno opremo za usposabljanje tako potapljačev kot reševalcev iz vode. Ta segment je bil pravzaprav do zdaj slabo urejen oziroma ni bil urejen. Hkrati pa tudi, da ustvarjamo nek poligon za vse sile Rdečega križa, tako Slovenije kot Hrvaške, ker bomo imeli prostor in mesto, da bomo lahko ustrezno vadili. Se pa seveda preko tega projekta mi vsi skupaj tudi učimo, spoznavamo drug drugega in krepimo te povezave, ki so nujne za eno bodoče sodelovanje, upamo, da vseh akterjev z tega področja prekomejno. To mislimo, da bo zagotavljalo prebivalcem tako z ene kot z druge strani meje eno dodatno stopnjo varnosti, ki je morda zdaj še ni bilo.